Komu so torej v osnovi namenjeni ti začetni tečaji fotografije? V prvi vrsti je to namenjeno vsem, ki bi želeli fotografsko orodje izkoristiti malo bolje, kot ga pa izkoriščajo do zdaj, kajti današnja fotografska oprema omogoča vrhunske fotografske izdelke tudi za tistimi navadnimi, kompaktnimi kamerami, tako imenovanimi, le nekoliko več potrpežljivosti in znanja samega fotografskega orodja je potrebno. Tako da so omenjeni pravzaprav ljubiteljem fotografije ali tistim domačim fotografom, ki fotografirajo le za družinski album, kot tudi tistim, ki bi pa želeli s fotografijo prikazati nekaj več. Kakšna pa osnovna razlika, ki jo lahko nek laik recimo opazi med nekom, ki posname fotografijo in ni podkovan na tem področju, recimo čist laik, pa nekdo, ki naredi vaš tečaj oziroma nekaj ve o tem, kaj se dejansko vidi? Ja, razlika je v tem, da udeleženec našega tečaja, ko ga konča, obvlada tole orodje in fotografijo naredi. Tistim, ki pa to fotografirajo tako, pa fotografija dostikrat nastane naključno, kar precej fotografij pa ni ostrih, so premaknjene in avtor oziroma fotograf ali ljubitelj fotografije ne ve, zakaj je temu tako. Tako na tem tečaju so udeleženci seznanjeni z temi vsemi elementi fotografije. Prvi je vsekakor svetloba, ker to je svetlobna risba. Potem je to, ali se fotografira na film ali pa na LCD senzor in najbolj pomemben je pa tukaj v vsakem primeru motiv, katerega izbira in potem na podlagi izbire motiva tudi fotografira z likovnimi elementi oziroma elementarno tehniko fotografije, tako imenovano. Tu pa potem se srečamo z zaslonko, z časom osvetlitve, z občutljivostjo senzorja in potem kombinacija vseh teh elementov, ki so bistveni, potem posname avtor fotografijo. Da ponazorim bolj praktično, če hočemo posneti en portret, potem se nam dostikrat dogaja, da imamo moteče ozadje. To ozadje treba nekako izločiti in na tem tečaju se naučijo to, izločiti tole ozadje. To se naredi preprosto z odprto zaslonko. Ali pa nekdo, ki fotografira pokrajino, na kateri pa želi, da je velika globinska ostrina oziroma da ostro od 1 metra pa do neskončnosti, potem zopet z temi elementi operiramo in uporabo teh elementov, ko sem jih omenil, zaslonka, čas in občutljivost filma, kombinacijo leteh, potem pridemo do tega rezultata. V kolikšni meri se po vašem lahko fotografije naučimo, recimo naučimo nekaj obrti fotografiranja in koliko na drugi strani šteje neka umetniška žilica vsega posameznika oziroma neka predvidevanje pravilnosti kompozicije? Ja, to je težko vprašanje. Naučiti se da teh elementarnih tehnik fotografije ali pa tako imenovane fotografske obrti. Skoraj nemogoče se je naučiti umetnosti. Umetnik si ali pa nisi, to je preprosto. Lahko se naučiš tudi kompoziciji likovnega ustvarjanja, uporaba likovnega urica tudi v fotografiji, vse to se da naučiti. Ampak potem je pa vsekakor na tistem posamezniku, kaj čuti v sebi, ne, in sposobnost uporabe teh likovnih elementov, da te občutke spravi na fotografijo ali na kakšen drug